država livarni odobrila poroštvo. Do nove šole tudi z dobrodelnimi prispevki. Kako otroci reagirajo v nevarnih situacijah? Kaj skriva Mariborska knjižnica? Pozdravljeni. Iz Ljubljane prihaja spodbudna vest. Vlada je vendarle potrdila državno poroštvo za posojilo Mariborski livarni. Gre za dobrih 5 milijonov evrov, zato da bi pred dokončnim zlomom rešili še eno zadnjih velikih gospodarskih družb. Delo naj bi tako zagotovili okoli 500 ljudem na avtomobilskem programu. A težav in napovedi o novem odpuščanju delavcev v tem podjetju še ni konec. Že kmalu naj bi se na cesti znašla večina od 103 zaposlenih invalidskega podjetja Storitve. Država je namreč ugodila prošnji vodstva livarne za odvzem statusa invalidskega podjetja in s tem prižgala zeleno luč za izvedbo stečaja. Da bodo zdaj lahko v livarni nekoliko zadihali, je bil prvi komentar direktorja, ki pa seveda pogojev, ki jih poroštvo prinaša, še ne pozna. Dejstvo je, da nam to omogoča, da načrt prisilne poravnave, ki ga že zdaj izpolnjujemo, izpeljemo. A današnja državna pomoč ima grenak priokus, na drugi strani pomaga tudi rušiti. Prav Ministrstvo za delo je namreč odobrilo, da se invalidskemu podjetju MLM Storitve ta status odvzame. Ovir za njegov stečaj ni več, brez dela pa bo najmanj 70 ljudi. Žal je temu tako, vendar rajši s tem rešujemo zdravo jedro in skupaj okrog 500 delovnih mest v tem prostoru. To je žalostna zgodba, sindikatov se s tem vsekakor ne strinjamo. Tudi zato so zaposleni novico o poroštvu sprejeli z mešanimi občutki. Sramota za to državo, kakšne zakone sprejemajo, pa imamo sindikalisti, ko jih mi delavci plačujemo te sindikaliste, ko tam sedijo, pa take zakone skozi spuščajo. Če gledate, jaz pa 38 let že tu noter, od začetka do konca, zdaj pa taki konec, da bi dočakali, ne vem, če bilo pošteno. Jaz mislim, da to je malo, za nekaj časa mogoče, samo vprašanje, kako dolgo bo to zdržalo. Da tudi samo avtomobilski del na dolgi rok ne bo preživel, opozarja Alojz Križman, ki je livarno postavljal. Zdaj svari pred morebitno razprodajo podjetja za 1 evro nepreverjenim kupcem. Ne pa neke špekulante ali pa šarlatane, ki bi neko zadevo dobili praktično zastonj in potem pa mogoče čez leto dni ali pa dve pa to 5-krat dražje prodajali. Sicer pa v podporo delavcem livarne, tako sindikati kot mariborski vstajniki, za soboto napovedujejo nov delavski shod. 34 let že traja začasna nastanitev šole za otroke z motnjo v duševnem razvoju na Ptuju. Več kot 100 let stari prostori osnovne šole dr. Ljudevita Pivka so pretesni, vlažni in popolnoma dotrajani. Občine ustanoviteljice pa za novo stavbo ne najdejo denarja. Kanček upanja daje učencem in učiteljem dobrodelna akcija varuhinje človekovih pravic in obljube o fazni gradnji šole, ki naj bi bila končana do leta 2016. Zunanje stavbe osnovne šole dr. Ljudevita Pivka na Ptuju bolj spominja na ruševino, kot pa na šolo za otroke z motnjo v duševnem razvoju, ki bi potrebovala specifično prilagojene prostore tudi zaradi gibalno oviranih. Notranjo zaradi svežega opleska vsaj začasno daje drugačen izgled. Ostalo se pa kaj težko da narediti, ker je stavba zelo stara, vlažna in težko jo zamaskiraš, ne. Obljube po novi šoli se vztrajno vrstijo že od leta 2006, ko se je k temu zavezal takratni šolski minister Milan Zver. Obljubljali so tudi vsi naslednji, a zapletlo se je pri sofinancerskem deležu 15 občin soustanoviteljic. Ker pa z ostalimi občinami ne dosežemo konsenza glede njihovih deležev, čeprav so njihovi deleži enaki po številu prebivalcev, kot je delež mestne občine Ptuj, pač ne pride do zaprtja finančne konstrukcije. To ni niti pošteno za druge šole, imajo pa za vrtce, a za to šolo, ki bi pa res mogla biti nova, a za to pa nimajo. Da bi bili varno, pa da ne bi bilo kaj narobe. Ptujska občina se je zaradi tega končno odločila za 4-fazno gradnjo 4,3 milijona evrov vredne šole, ki naj bi se po pričakovanjih začela še letos. 1,7 milijona, kolikor morajo dodati občine soustanoviteljice, pa bo od njih, če ne bo šlo drugače, pridobila z zaračunavanjem najemnine. Z akcijo zbiranja sredstev preko SMS-ov jih je podprla tudi varuhinja človekovih pravic. In čeprav so razmere v stavbi nevzdržne, na šoli ostajajo optimisti. Je dejansko leto 2016 blizu, ne? Je pa zanimivo, da se župan ene od občin, ki noče dodati svojega deleža dobrih 150 tisočakov, od letos baha z novim 2,2 milijona evrov vrednim nadstandardnim vrtcem.
Padec slovenskega gradbeništva je vplival tudi na druge gospodarske panoge. Vsako delovno mesto v gradbeništvu namreč ustvari 2 novi delovni mesti v 11 drugih panogah, opozarjajo na Zbornici za gradbeništvo Slovenije. V Mariboru so v teh dneh pripravili strokovni posvet o novih tržnih razmerah v gradbeništvu in skušali odgovoriti na vprašanje, kaj lahko gradbinci storijo sami, da se izvlečejo iz krize. Vegrad, Primorje, SCT, MTB in Konstruktor. To je le nekaj propadlih slovenskih gradbenih velikanov. Izčrpali so jih tajkunski prevzemi, predraga stanovanjska gradnja, dokončno pa uničile nasedle naložbe. Da je kriza lahko tudi priložnost, pa dokazuje inženirsko podjetje za cestno in železniško infrastrukturo Lineal s sedežem v Mariboru. 40 zaposlenimi letno ustvari 6,5 milijona evrov prometa. Predvsem smo ogromno vlagali tako znanja kot tudi kapitala za vstop na tuje trge. Ustanovili smo povezano združenje, se pravi skupno podjetje z drugimi podjetji. Uspešen zgled sodelovanja slovenskih strokovnjakov za arhitekturo, gradbeništvo, energetiko in financiranje je sodoben vrtec podjetja Slogradnje. Letos so v Londonu zanj prejeli prvo nagrado za najboljši arhitekturni projekt. In kaj so danes glavni izzivi gradbeništva? Zagotovo so to razvoj novih produktov, storitev, povezovanje z podjetjem v panogi in povezovanje z podjetjem od zunaj, prav tako povezovanje z centri znanja. Poleg povezovanja pa so pomembne tudi osebnostne lastnosti menedžerja v gradbeništvu. Mora imeti spretnosti, kot so komuniciranje, izgrajevanje timov, pogajanje, poštenost, mora poznati trende v industriji. Gradbinci so si zato edini, pomagamo si lahko le sami, država kot največji investitor pa mora zasnovati strategijo razvoja gradbeništva v prihodnje. Na zasedanju odbora ministrov Sveta Evrope, ki se danes končuje v Strasbourgu, so obravnavali tudi primer izbrisanih v Sloveniji. Zasedanja se je udeležil notranji minister Gregor Virant. Odbor je obvestil, da bo poseben zakon, ki bo vzpostavil odškodninsko shemo, sprejet do konca leta. Vlada je danes potrdila predlog novel zakonov o sodiščih in sodniški službi. S tem je potrdila zavezo, ki so jo za izboljšanje stanja v sodstvu v torek podpisali premierka Alenka Bratušek, pravosodni minister Senko Pličanič in predsednik Vrhovnega sodišča Branko Masleša. Kot je po seji dejala Bratuškova, želijo ljudem vrniti upanje, da je Slovenija še vedno pravna in pravična država. Vlada je potrdila tudi predlog zakona o uveljavitvi 2-letnega prehodnega obdobja za zaposlovanje in delo državljanov Hrvaške v Sloveniji po hrvaškem vstopu v Evropsko unijo. V skladu s predlogom se bodo državljani Hrvaške po vstopu v unijo pri nas še 2 leti zaposlovali in delali pod pogoji, ki veljajo za državljane držav, ki niso članice Evropske unije. Na zahtevo Evropske komisije mora Slovenija čimprej pripraviti načrt prodaje podjetij v državni lasti. Ker ga mora potrditi državni zbor, se je zjutraj na nujni seji sestal odbor za finance in monetarno politiko. A že čez nekaj minut so se poslanci razšli, se je Pozitivna Slovenija, ki je sklic zahtevala, zahtevo brez pojasnila umaknila. Pozneje je Jani Möderndorfer pojasnil, da je do umika prišlo, ker v gradivo pripravljajo nekaj sprememb. Kot je znano, je predvidena prodaja deleža države v 15 podjetjih. V Sloveniji je bilo konec maja 118 576 registriranih brezposelnih, kar je 2,3% manj kot aprila in 11% več kot maja lani. Gre za največje znižanje števila brezposelnih na mesečni ravni letos. Maja se je na zavod na novo prijavilo skoraj 7 tisoč ljudi, med njimi jih je bilo največ zaradi izteka zaposlitev za določen čas, trajno presežnih delavcev in iskalcev prve zaposlitve. Brezposelnost se je maja v mesečni primerjavi zmanjšala v vseh območnih službah zavoda. Glede na maj lani pa se je brezposelnost najbolj povečala v območnih službah Ljubljana, Nova Gorica in Koper. Za letošnji že 21. festival Lent, ki bo potekal od 21. junija do 6. julija, jim je kljub finančnim zagatam, tako direktor Narodnega doma Vladimir Rukavina, uspelo sestaviti kakovosten program. Letošnji proračun sicer znaša 2,2 milijona evrov in je za okoli 300 tisoč evrov nižji od pričakovanega. Medtem ko je festival lani prejel izdatno podporo Evropske prestolnice kulture, so v Narodnem domu razočarani, ker mariborska občina v letošnjem proračunu
zanj ni zagotovila denarja. Kljub temu bo festival na okoli 40 prizoriščih ponudil več kot 400 prireditev in okoli 1200 dogodkov s sodelujočimi iz 38 držav. Trudili smo se maksimalno, prišparali kar nekaj denarja ob tem, da, kar pa je najbolj važno, nismo okrnili programa 21. festivala Lent. Tega se enostavno mislim, da ne moremo dovoliti, zaradi tega, ker je Lent dosegal neko, lahko rečemo, optimalno velikost, neke optimalne gabarite, pod to iti je praktično nemogoče, na to pa seveda zaenkrat enostavno ne zmoremo. Naša banka, Nova kreditna banka Maribor, je in tudi bo ponosni sponzor festivala Lent. Gre za eno najbolj pomembnih festivalnih prireditev v tem delu Evrope, zato smo tudi zelo veseli, da Narodni dom z vsemi svojimi sodelavci, tudi tistimi, ki jih ni tukaj, in tudi tisti, ki ste tukaj danes, in vam velja vsa zahvala in vsem zunanjim sodelavcem, dajete Mariboru en poseben pečat. Mariborska knjižnica je danes že drugo leto zapored pripravila svoj dan. Na Rotovškem trgu so predstavili dejavnosti knjižnice, vse do večera pa se vrstijo še literarne in družabne prireditve. Z dogajanjem se želi Mariborska knjižnica še bolj približati ljudem. V ritmu afriških bobnov in pravljic so knjižničarji Mariborske knjižnice začeli svoj nekoliko drugačen delovni dan in svojo dejavnostjo zasedli Rotovški trg. Ta po večletnih prizadevanjih že sprejetih obnovitvenih in gradbenih načrtih še vedno ni dočakal prenove, knjižnica pa ne prepotrebnih novih prostorov. Če bo knjižnica zgrajena v 5 letih, potem mislim, da bo to velik dosežek. Da se z voljo in besedo da storiti pomemben korak naprej, je poudaril mariborski župan, ki je v tem tednu dosegel umik tožbe na gradbeno dovoljenje, s tem pa uvrstitev nove Mariborske knjižnice med prioritete nacionalnega projekta med letoma 2014 in 2020. Tako projekt dobiva nov zagon. Naslednji korak bo pač ta uvrščanje v prioritete. Konkretno tukaj pa tudi, da se zdaj izda gradbeno dovoljenje za celoten objekt. Da bo bolje, kljub neugodnim časom za kulturo, verjamejo tudi ambasadori knjižnice, mariborski pisatelji in intelektualci. Lepa in spodbudna akcija. Zlasti se mi zdi lepa in spodbudna v časih, v kakršnih pač smo, v časih krize, ko je važno, da zlasti kulturne inštitucije vzdržijo to krizo. Mariborska knjižnica z mrežo enot vse od Lorenca na Pohorju do Šentilja z mobilnostjo in digitalizacijo uresničuje svoje poslanstvo biti povezana z vsemi segmenti prebivalstva. Izjemno pozornost posvečamo mladim uporabnikom. Seveda se ukvarjamo tudi z odraslimi uporabniki, tudi s tistimi v 3. življenjskem obdobju. Vse več pozornosti pa posvečamo tudi ljudem s posebnimi potrebami. Prav mladim bralcem, bodočim intelektualcem je namenjen današnji dan. Jaz hodim v knjižnico z mamico pa z Adijom, pa najraje gledam knjige. Najraje igram se igrice. Jaz pa sem pripovedovala veliko knjig, pa sem zmagala na palčku bralčku. Jaz pa najraje gledam knjige, pa včasih si še kaj preberem. Simbolična zasaditev rož v upanju na lepše čase je bila uvod v popoldansko dogajanje, ki ga zvečer zaključuje koncert v glasbene poezije Borota Gombača v izvedbi skupine Quinton. Tako pa so se v teh dneh predstavili vsi baletni oddelki glasbene in baletne šole Antona Martina Slomška. Baletna produkcija je bila zasnovana pod skupnim naslovom Plesna pustolovščina. Poleg najmlajših plesalcev, 6-letnikov, pa so celoletno delo predstavili tudi oddelki razširjenega programa, kamor so vpisani odrasli plesalci. Odrska produkcija je tudi vabilo k junijskemu vpisu v glasbeno in baletno šolo, ki bo potekal 14. junija na matični lokaciji šole na Vrbanski cesti, hkrati pa tudi na dislociranih glasbenih in baletnih oddelkih v Slivnici, Hočah in Račah. V dvorani Tabor pa so po 6 predtekmovanjih z velikim finalom končali otroško varnostno olimpijado. Prireditev je potekala na širšem območju Maribora, sodelovalo pa je več kot 130 osnovnošolskih ekip. Otroci so se danes še enkrat preizkusili v znanju v varnosti, spoznavali službe, ki so z njo povezane in se veselili v družbi najboljših slovenskih športnikov.
Le redko imajo otroci priložnost takole pokukati v avtomobile vojakov, policistov ali carinikov. Še bolj zanimivo pa je, ko iz prve roke izvedo podrobnosti njihovega dela, pri katerem je varnost na prvem mestu. In česa so se naučili? Da moramo delati varno stvari in da se vedno moramo zanašati na bolj izučene. Katerega leta se je Slovenija postala samostojna? O zaščitenih živalskih vrstah pa tako zanimivo je bilo. Zanimivo je, kaj so pripravili za ogled. Nič kaj posebnega nismo naučili, jaz sem že vse vedel, vedno grem pri zeleni. Slovenski cariniki so tako prinesli zaplenjene primerke z brniškega letališča. Danes otroke osveščamo in tudi odrasle njihove vzgojiteljice, kaj lahko, kaj ne smejo vnašati, prenašati, tranzitirati na območje Evropske unije. Vojaki so jih podučili o domoljubju. Predvsem pa je naša naloga oziroma predstavljamo poklic vojaka. Najbolj otroke zanima seveda tisto, kaj je to imamo v vojski, ne, naše obleke, pa kaj počnemo. Za kratek čas so se v policiste spremenili tudi nekateri znani slovenski športniki. Vidite, da zna biti tudi naporno včasih, ampak lepo. Jaz jih moram pohvaliti, dejansko dosti vedo, kako se samozaščitno obnašati, vedo, kaj morajo narediti v kritičnih situacijah in to je tudi naš glavni namen, da se dejansko otroci ne bojijo situacij, da znajo trezno razmišljati in da znajo trezno tudi odreagirati. In tako so najpogumnejši skupaj s poklicnimi gasilci izkusili, kako poteka reševanje na dvižni lestvi. Na mednarodnem teniškem turnirju z nagradnim skladom $10,000, ki poteka na igriščih mariborskega Branika, igrajo dvoboje drugega kroga. Izmed 3 Slovencev je uspela uvrstitev v četrtfinale le Tomislavu Ternerju, ki je 6-4, 4-6 in 6-4 premagal Slovaka Masarja. Urbanija je po 3 nizih izgubil proti Avstrijcu Brunerju, Žibrat pa po 2 proti Trinkerju, ki prav tako zastopa Avstrijo. Za napredovanje v četrtfinale, kamor se je uvrstil drugi nosilec Avstrijec Rajsik, mora prvi nosilec Francoz Michon premagati rojaka Lokolija. Pred 3 leti sta se Mitja Robar in Jan Muršak s kondicijskim trenerjem Alešem Vohom dogovorila, da se na sezono pripravita z njegovo pomočjo. Ker so bili rezultati dobri, sta s takšnim načinom dela nadaljevala tudi v prihodnjih letih. Sedaj je v njegovi skupini vse več vrhunskih športnikov. Naših 2 vrhunskih hokejistov trenutno ni na treningih, sta pa na njih njuna kolega ter 2 alpska smučarja. Vsem je skupno vodilo, da se želijo kar se da dobro pripraviti na sezono oziroma da bodo na začetku skupnih klubskih priprav že v vrhunski fizični formi. Zelo sem zadovoljen z temi pripravami tukaj, ogromno so mi dale, preprečujejo tudi, da bi se poškodoval, zato ker delamo, poleg tega, da delamo zelo trdo in dosti, delamo tudi pametno. Kar je mislim, da na koncu celo pomembno, ko pa da delaš preveč enostavno in da prije do poškodb. Dela se trdo, vsak trening je napolno, smo res izmučeni po treningu in res sem zadovoljen. No? Sem vesel, da sem se odločil za ta korak. Nekateri igralci oziroma nekateri športniki so manj časa pri meni, drugi so dalj časa pri meni in tu seveda prilagodimo program. Bistveno je pa to, da pridejo na te skupne priprave v klubih maksimalno pripravljeni. Ko je prisotna volja, se da ogromno narediti. Treningi v Red Powerju so zelo naporni. Drugače tudi ne more biti, saj hokejista Pintariča in Bašiča ter alpska smučarja Kleneta in Glebova, ki je član ruske reprezentance, pričakujejo zahtevni pogoji na tekmovanjih. Pred olimpijado sem se odločil, da naredim še en korak več pri fizični pripravi, pa mislim, da sem se pravilno odločil. Ja, glede skupnih priprav z rusko reprezentanco je pa tako, da določene stvari bom naredil skupaj z njimi, to moram narediti. Ampak večinoma, kar sem prejšnja leta sam treniral, zdaj delam v skupini tukaj in je dosti lažje v bistvu te naporne treninge v skupini narediti kot pa sam. Dodatni motiv za trdo treniranje je prihajajoča olimpijska sezona. Vsi 4 si želijo tekmovati v Sočiju in v Rusiji priti do rezultata kariere. Nekateri med njimi bodo v prostore za vadbo na mariborskem taboru zahajali vse do konca julija, ko se bodo odpravili na klubske priprave.
Sedaj pa na tuje. Nemško ustavno sodišče je danes razsodilo, da imajo istospolni pari v civilnem partnerstvu enake pravice do davčnih ugodnosti kot poročeni heteroseksualni pari. Današnja razsodba bo veljala tudi za nazaj, in sicer do 1. avgusta 2001, ko so v Nemčiji uveljavili civilna partnerstva. Poglejmo še drugo mednarodno dogajanje. Mednarodni denarni sklad je v poročilu o reševanju Grčije priznal napake, ki so privedle do globlje recesije v tej državi in do višje stopnje brezposelnosti. Priznavajo, da so skupaj z Evropsko komisijo in Evropsko centralno banko s prisilnimi varčevalnimi ukrepi poslabšali položaj Grčije. Severna in Južna Koreja sta dosegli načelen dogovor o začetku uradnih pogovorov, prvih v zadnjih letih. Pogovore o vrsti trgovinskih in humanitarnih vprašanjih, od ponovnega odprtja skupnega industrijskega kompleksa do nadaljevanja srečanj družin z obeh strani meje, je presenetljivo predlagal Pjongjang. Seul pa je ponudbo takoj sprejel. Kdaj in kje bodo stekli pogovori, še ni določeno. Po oceni opazovalcev dogovor kaže na to, da bi se utegnile napetosti na Korejskem polotoku po več mesecih le nekoliko sprostiti. 84-letna Gloria McKenzie iz Floride je na ameriški loteriji Powerball zadela rekorden dobitek v višini $590 milijonov. Odločila se je, da bo takoj vzela dobitek v višini skoraj $371 milijonov, namesto da bi v obdobju 30 let izplačali celoten dobitek. Ženska je tako postala posamični dobitnik z najvišjim dobitkom v Združenih državah Amerike doslej. Možnost, da posameznik dobi največji dobitek na loteriji Powerball, je sicer 1 proti 175 milijonov. Iz Evropskega vesoljskega izstrelišča Kourou v francoski Gvajani so proti mednarodni vesoljski postaji izstrelili raketo brezčloviške posadke Ariane, na kateri je rekordna količina 6,6 tone tovora. Ariane na vesoljsko postajo pelje hrano, kisik in opremo za izvajanje poskusov. Po 5 dneh naraščanja rek se razmere na Češkem danes umirjajo, vodni val pa zdaj najbolj grozi vzhodnemu delu Nemčije. Kako pa bo z vremenom pri nas? Jutri dopoldne bo večinoma sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno. Še se bodo pojavljale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj Celzija. V soboto bo dokaj sončno, sredi dneva in popoldne pa bo še nastala kakšna nevihta. V nedeljo bo večinoma sončno, pihal bo jugozahodni veter. Sonce nas bo torej končno spet razveseljevalo. Spoštovani, hvala za pozornost in znova vabljeni v našo družbo ob 20. Nasvidenje.